Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, spoštovani vabljeni, v skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega sveta ugotavljam, da smo sklepčni, prisotnih je 24 državnih svetnic in svetnikov, zato mi dovolite, da pričnemo s 17. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije. Sklical sem na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu in 4. odstavka 32. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije. Za udeležbo na današnji seji so se upravičili državni svetnik Bojan Kontič, dr. Branka Kalenić-Remšak, Jože Smole in dr. Matjaž Gams. Na sejo je bil vabljen Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. O sklicu seje pa sem obvestil predsednika Državnega zbora gospoda Igorja Zorčiča in predsednika Vlade Republike Slovenije gospoda Janeza Janšo. Sklicem izredne seje ste po elektronski pošti 10.7. prejeli dnevni red, ki se je glasil predlog odložilnega veta na zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 EPA 1249 pomišljaj rimska 8. V skladu z drugim odstavkom 75a člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red 17. izredne seje Državnega sveta naslednji. Prva in edina točka dnevnega reda, predlog odložilnega veta na zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 EPA 1249 pomišljaj rimska 8. Tako, ker prehajamo na prvo točko dnevnega reda, predlog odložilnega veta na zakon o interventnih ukrepih. Med nami lepo pozdravljam predstavnike predlagateljev zakona in sicer direktorja direktorata za družino na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospoda Dušana Mikuža ter podsekretarja na istem ministrstvu gospoda Miha Paternostra. Prav tako pozdravljam državnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo gospoda Petra Geršaka. Državni zbor je zakon sprejel na 19. redni seji 9.7.2020, po elektronski pošti ste ga prijeli isti dan in priložen je bil tudi sklicu današnje seje. Sklicem današnje seje 10.7. ste po elektronski pošti prijeli tudi predlog odložilnega veta interesne skupine lokalnih interesov. Predlog odložilnega veta obravnavala pristojna komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, katere poročilo ste prijeli danes po elektronski pošti. Predlog zahteve Državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga interesne skupine lokalnih interesov za sprejem odložilnega veta, ste prijeli po elektronski pošti 10.7. s sklicem današnje seje. Opozarjam vas, da je del poročila Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki ste ga prijeli danes po elektronski pošti, tudi amandma komisije k predlogu zahteve Državnega sveta, da Državni zbor Republike Slovenije o zakonu ponovno odloča. Predlog zahteve so obravnavale tudi interesne skupine. Stališče interesnih skupin prejmete na klop. Po elektronski pošti pa ste prejeli stališče interesne skupine delojemalcev. Kot so mi ravnokar sporočili, interesna skupina lokalnih interesov ni oblikovala skupnega stališča. Prosim vas, da morebitne dodatne amandmaje k predlogu zahteve Državnega sveta po odložilnem vetu vložite v pisni obliki. Sedaj pa predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta interesne skupine lokalnih interesov z zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelja odložilnega veta podati obrazložitev vsebine? Ali želi predstavnik predlagateljev podati obrazložitev? Da. Besedo ima državni svetnik Milan Ozimič. Izvolite, na voljo imate 15 minut. Hvala za besedo. Zelo na kratko, pravzaprav interesna skupina lokalnih interesov, ki je danes na korespondenčni seji predlagala glasovanje o odložilnem vetu, je v obrazložitvi zapisala, da vsebinskih očitkov pravzaprav na zakon ni, razlogov za to, da se veto kakorkoli vloži, ampak da se glasuje po vetu zgolj iz razloga pohitritve postopka. To pomeni, da se pač tudi vsi tisti, ki
se okrog tega odločamo. Odločamo danes, ne pa more biti čez zadnji dan roka, ki ga imamo na razpolago v Državnem svetu, in z tega vidika je bila tudi sklicana. Tako da tudi, če se še opredelim do amandmaja, ker je pač povezan z vsem tem, ta amandma po mnenju interesne skupine, tako smo tudi zdaj obravnavali v okviru priprave na sejo, ni povezan z nami, ampak je samo povezan z vsebinsko odločitvijo za in proti, in je seveda v primeru tega v okviru glasovanja lahko razlog. Tudi interesna skupina se v sklopu priprave na sejo ni opredeljevala o podpori ali ne podpori vetu, ampak je to prepuščeno pravzaprav vsakemu državnemu svetniku, ki odloča, kakorkoli se bo odločilo, je tisti temeljni namen, zaradi česa je bil izpolnjen, ali bo veto izglasovan ali ne. V vsakem primeru bo šlo za pohitritev postopka, ker bo pač lahko z uveljavitvijo zakona po svojem nadaljnjem postopku in odločitvijo to pohitritev izpeljal Državni zbor. Hvala. Zahvaljujem se predstavniku predlagatelja odložilnega veta, državnemu svetniku Milanu Ozimiču. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnik predlagateljev zakona. Da, izvolite, besedo ima vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za družino na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospod Dušan Mikuš. Jaz se zdaj prosil, v Državnem svetu imamo navado, da govorimo za govorniškim modrom ravno zaradi tega, ker vas drugače javnost vidi zgolj od zadaj. Izvolite, imate 15 minut na voljo. Hvala za besedo. Spoštovani svetnice in svetniki. Včeraj je Državni zbor sprejel četrti paket ukrepov, in sicer Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19. Cilj predloga zakona je zagotoviti pomoč državljankam in državljanom, zaščititi zdravje ljudi in preprečiti širitev okužbe. S predlogom zakona sledimo načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom. Poglavitni ukrepi se zato nanašajo na podaljšanje ukrepa čakanja na delo, določitev in plačila nadomestila za odrejeno karanteno, financiranje dodatnih kadrov v socialno-varstvenih zavodih in javni mreži in v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ter mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi. Naj na kratko predstavim te 4 ukrepe. In sicer prvi ukrep, podaljšanje ukrepa čakanja na delo. Za trg dela sta bila z namenom ohranitve delovnih mest z zakonodajnimi protikoronskimi paketi sprejeta 2 ključna interventna ukrepa. Ukrep povračila nadomestila plače za čakanje na delo in ukrep subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa. Da bi ohranili zaposlitve delavcev, vlada predlaga podaljšanje povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki se je izkazal za učinkovitega. Zato predlagamo podaljšanje trajanja ukrepa do 31. julija in potem seveda sklepom vlade pa bo možno podaljšanje 2-krat po en mesec, vendar najdlje do 30.9.2020. Drugi ukrep, določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno. Namen predloga zakona je tudi blaženje učinkov zaradi delavcev odrejene karantene v breme delodajalca. Delavcu, ki mu je odrejena karantena, dela pa mu ni možno odrediti na domu, delovnopravna zakonodaja nalaga izplačilo nadomestila plače za čas odsotnosti. Predlog zakona breme izplačila prenaša na državni proračun. Delodajalci bodo tako imeli omogočeno uveljavitev povračila nadomestila plača tudi za te primere.
Upravičenost do povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene bo po PKP 4 trajala najdlje do 30. septembra 2020. Tretji ukrep, financiranje dodatnih kadrov. Tretji zelo pomemben ukrep se nanaša na dodatno kadrovsko podporo socialno-varstvenim zavodom v javni mreži in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Varstvo starejših je ključna tema Ministrstva za delo in tudi, kot veste, so domovi za starejše kadrovsko podhranjeni, kar se posledično odraža na kakovosti oskrbe oskrbovancev in preobremenjenosti zaposlenih. To se je še posebej izkazalo v tej krizi. Zato smo uspeli zagotoviti 31 milijonov za reševanje kadrovske stiske v naslednjih 2 letih. Zelo pomembno pri tem je, da kadrovsko okrepitev in izboljšanje standardov v domovih ne bomo preložili na pleča oskrbovancev oziroma zato ne bo potreben dvig cene oskrbnin. Finančna sredstva namenimo financiranju dodatnih kadrov in sicer za izvajanje socialno-varstvenih in zdravstvenih storitev. Dodatno kadrovsko podporo pa zagotavljamo tudi Zavodu za zaposlovanje, ki je v času epidemije COVID-19 prevzel in zavzel zelo pomembno vlogo kot izvajalec interventnih ukrepov. Rešili so 300 tisoč zahtevkov v 3 mesecih in to potrjuje, da so bili res obremenjeni. Poleg tega pa bo Zavod za zaposlovanje zavzel pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju odzivnega trga dela, ki bo zelo potreben v prihodnjih 2 letih, saj bo zagotavljanje stabilnega gospodarstva in posledično delovna mesta zagotovila možnost za rast našega gospodarstva. Četrti ukrep, mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi. Četrti ukrep, ki sodi v pristojnost Ministrstva za javno upravo, se nanaša na preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Predlog zakona določa vzpostavitev in zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije za obveščanje oseb o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2, ki temelji na določbah zakona o nalezljivih bolezni. Namestitev in uporaba mobilne aplikacije bo prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, ko bo posameznik potrjeno pozitiven na virus. V teh primerih bo namestitev mobilne aplikacije obvezna z vnosom na ključne kode. Za zaključek naj povem, da apeliram na Državni svet, da predloga veta ne podpre in s tem omogoči, da bo uveljavitev zakona čim hitrejša, kar je pomembno za čimprejše reševanje situacije v času epidemije. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Dušanu Mikužu. Sedaj pa glede na to, da predlagatelj zakona ima še na voljo dobrih 8 minut, sprašujem, ali želi tudi predstavnik Ministrstva za javno upravo kaj dodati? Ne. Hvala lepa. Sedaj pa, ali želi poročevalec Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predstaviti poročilo komisije, hkrati pa tudi vsebino predloženega amandmaja k predlogu zahteve, ki ga vložila komisija? Da. Besedo ima državni svetnik magister Peter Požun, predsednik komisije. Hvala za besedo, gospod predsednik, spoštovani državni svetnici, državni svetniki, predstavniki vlade. Pristojna komisija, ki je obravnavala zakon, je obravnavala tudi predlog odložilnega veta, ki ga je vložila interesna skupina lokalnih interesov. Komisija podpira predlog odložilnega veta, ne pa tudi obrazložitve predloga odložilnega veta, kot je predlagala interesna skupina lokalnih interesov, zato predlaga, da z amandmajem obrazložitev spremenimo in dovolite, da jo predstavim. V obrazložitvi problematiziramo 3. odstavek 24. člena zakona, ki dovoljuje policiji dostop do občutljivih osebnih podatkov, do občutljivih podatkov o zdravstvenem stanju.
Vsi podatki v tem členu, s katerimi bo podatkovno bazo vzpostavilo Ministrstvo za zdravje, se nanašajo na zdravstveno stanje prebivalcev, kajti tudi podatek o tem, kajti tudi informacija o tem, da je bila osebi izdana odločba o karanteni, pomeni podatek o zdravstvenem stanju posameznika. V postopku, in mislim, da je prav, da povem, ko smo na komisiji obravnavali ta zakon in tudi kasneje na pristojnem odboru, je bilo prepoznan ta tretji odstavek kot sporen in je bil na odboru z amandmajem večine članov odbora tudi umaknjen z namenom, da bo popravljen, da bo vložen amandma, ki bo opredeljeval dostop do te baze podatke Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije. Potem pa je bil ta člen spet z amandmajem na plenarnem zasedanju vnešen v sistem. To povem zato, da se bo vedelo, da je Državni svet oziroma naša pristojna komisija korektno sodelovala pri obravnavi tega zakona in je pričakovala, da bo korektno potem zadeva izpeljana tudi do konca. Dejstvo je, da bo ta evidenca, ki jo bo vodilo Ministrstvo za zdravje, vsebovala podatke o osebnem imenu, datumu rojstva, stalnem in začasnem bivališču, času trajne odreditve karantene, se pravi v razlogu, da je bila karantena nekomu izrečena, kraju, kjer mora oseba, ki ima določeno karanteno, bivati, in podatki o pravnomočnosti odločbe o karanteni, ki jo dobijo. Se pravi, bodo imeli policisti, čeprav to ni njihova naloga. Naloga policije, tudi po zakonu o nalogah policije, je jasno, da policija mora asistirati državnim organom pri izvajanju njihovih javnih funkcij oziroma javnih pooblastil, pomagati pri tem. In tako je bilo tudi določeno v prejšnjem zakonu. Se pravi, če ima zdravstveni inšpektorat težave pri ugotavljanju, ali posameznik spoštuje karanteno ali ne, se pravi, da gre za upiranje, neposredovanje podatkov ali podobno, lahko za pomoč zaprosi policijo. Policija pa sama ne sme izvajati inšpektorskih nalog z nobenega področja, tudi z področja zdravstvenega varstva ne. Zdaj pa se je seveda na nek zanimiv način policiji dalo neke naloge in neka pooblastila, ki jih policiji ne grejo. To seveda določa tudi uredba Evropske unije in Evropskega parlamenta, ki govori o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jasno določa, da so zdravstveni podatki šteti za posebne vrste osebnih podatkov. V skladu s to splošno uredbo, ki smo jo morali v Sloveniji seveda tudi prenesti preko zakona, je namreč potrebno še posebno skrb nameniti občutljivim osebnim podatkom, med katere Evropska unija šteje podatke, ki razkrivajo rasno ali etično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v sindikatu, podatke v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo, pa tudi podatke v zvezi z zdravjem. Vsi ti podatki v tej uredbi so določeni kot izjemno občutljivi osebni podatki, ki posegajo globoko v zasebnost vsakega posameznika, njegovih bližnjih in njegovega okolja. Glede na 9. člen uredbe je pravzaprav obdelava teh podatkov praviloma prepovedano, razen v izjemnih primerih, ki so tam točno določeni, taksativno našteti, in med njimi ni podatkov, s katerimi bi upravljala policija. Člen zakona pravilno določa pravico zdravstvenemu inšpektoratu, da dostopa do teh podatkov, ko izvaja svoje inšpektorske funkcije, nepravilno pa zdaj pooblašča policiste in jim to nalogo tudi daje, da na cesti ustavljajo ljudi, jih legitimirajo, preverjajo, ali jim je izdana odločba o karanteni, lahko vstopajo tudi v stanovanje in preverjajo, ali je posamezniku, ki tam biva, izdana odločba o karanteni. Po mnenju komisije gre seveda za popolnoma neustavni poseg v zasebnost in pravice posameznika, kajti tudi v obrazložitvi zakona v tej točki niso opravili testa sorazmernosti oziroma ga v obrazložitvi zakona sploh ni bilo navedenega, da bi lahko ugotovili, ali ta določba tega zakona ustreza namenu, kot jo upravičujejo z varovanjem javnega zdravja. Zato komisija predlaga,
državnemu svetu, da z amandmajem spremeni obrazložitev k predlaganemu predlogu za odložilni veto. Hvala. Zahvaljujem se predsedniku Komisije socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, magistru Petru Požunu. Predlog odložilnega veta je obravnavala tudi interesna skupina delojemalcev. Sprašujem, ali želite predstaviti, ne želite predstaviti svojega stališča, ali želijo besedo predstavniki ostalih interesnih skupin. Ugotavljam, da ne, in odpiram razpravo. Ali želijo razpravljati državne svetnice in svetniki? Ugotavljam, da ne. Da? Še enkrat se opravičujem, še nekdo dvignil roko. Kdo? Da? Aha, hvala. Besedo ima državni svetnik Davorin Terčon. Izvolite. Naslednji je državni svetnik Branimir Štrukelj. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Torej, uvodoma naj povem, da smo imeli sicer na interesni skupini lokalnih interesov kar burno razpravo in različna mnenja. Jabolka spora je bila seveda sporna aplikacija in nevarnost posega v zasebnost. Čeprav se v nasprotju z vsemi drugimi veti, ki smo jih tudi predlagali, nismo opredelili. No. Kakorkoli že, jaz bom povedal moje stališče. Do sedaj je bilo v državnem svetu nekako tako. Mene so celo spraševali prvi del mandata, so rekli, vi pa dajete dosti vetov. Vsaka stvar ima svojo logiko. Ne? Sedaj imamo pa dosti predlogov veta, pa nobenega ne sprejmemo. Ne? Mogoče bo tudi danes tako. Na koncu koncev pa poslanci državnega zbora, kolikor vidim, so zbrani in lahko hitro opravijo s tem. Jaz bom pa povedal moje stališče. Do zdaj smo dosti enotno se strinjali in pripomogli k temu, da je državni svet zelo hitro odločil, ponavadi proti vetu, ker so bile zadeve res nujne in da so lahko ukrepi zelo hitro zaživeli. Zdaj ta nujnost, glede na to, da so napovedovali drugi val za jeseni, zdaj smo komaj v poletju, pa ne vemo še, ali se je začel drugi val ali ne. To nihče nam ne zna povedati, ali je drugi val ali ne. Nekateri pravijo, mislim, da ni, drugi pravijo, ja, to je lahko že drugi val. Ne. Očitno imamo neko permanentno stanje. Ne. Seveda, zdravje je posvečen cilj. Ne. V različnih obdobjih so različni posvečeni cilji. Par let nazaj je bil najbolj posvečen cilj varnost. Milijarde in milijarde so šle za varnost. Nepredvidljivi ukrepi, vsaj za nekaj let nazaj, so bili posvečeni izboljšanju varnosti. Potem to usahne in prije nekaj drugega. Najprej begunci, no zdaj imamo zdravje. Ampak teh posvečenih ciljev bi lahko najdli še zelo veliko. Ozrimo se na naše drage otroke. Ne. V zgodovini pa jih itak bilo, od religij naprej, pa ideologij, če hočete, in tako naprej. Ne. Zdaj ima ta posvečen cilj, ki je zelo obtipljiv in se vsi z njim strinjamo, da se razumemo. Tudi jaz. Zdravje je naša velika dobrina. Vendar moramo pri ukrepih včasih tudi začeti malo tehtati. Ne. Sprejeli smo relativno rigorozne ukrepe. Zdaj, tisti, ki so jih predlagali, bi rekli, glejte, kako smo učinkoviti. Kaj bomo govorili čez leto ali pa 2 ali pa čez 6 mesecev, ko bomo začutili gospodarske posledice, pa ne vemo. Lahko nas bo kaj bolela glava, lahko nas ne bo nič bolela glava. Upajmo, da bomo šli dobro skozi. Ne? Ampak zdaj v imenu teh posvečenih ciljev sem mnogokrat tudi včasih pretiravam. To čas je najboljši sodnik, da se potem to ugotovi. To, kar je pa moje mišljenje je, da nič ni tako nujnega, da moramo danes na vrat na nos zavrniti
veto. Na koncu koncev sam mislim, da je večina ukrepov tudi pozitivnih in bi to kazalo. Vendar je ravno nevarnost posega v zasebnost tako velika, da lahko prečkamo neko Rubikonovo točko, ko je treba malo razmisliti. Po drugi strani bi pa rad rekel, da je dobro, da bi ta državni svet enkrat pokazal tudi svojo integriteto. Seveda v vsakem primeru bo odločil, in to je njegova integriteta, ampak ni treba, da se odloči vedno z enoumjem, kot je ratalo zadnje čase že neka praksa in navada, z dvigovanjem rok, ker je vse dobro in predvsem vse nujno. Kaj je tako nujnega, tukaj ne vem. 2 delovna mesta za vsak dom upokojencev, če pretvorimo tistih 31 ali koliko milijonov je. To lahko počaka 2 dni ali pa 1 teden. Boni, lepo vas prosim. Bona je čas za porabo do konca leta. Ostali ukrepi za ljudi, ki so v karanteni in to, kar bo plačala država, nadomestil, tudi lahko počakajo toliko časa, da se naredi en trezen razmislek, ali je potrebno že sedaj in takoj prehajati na tako rigorozne ukrepe. In ali so že razmere tako kritične in slabe. Ker po eni strani poslušamo, kako dobro nam gre, v primerjavi z drugimi seveda, po drugi strani pa hitimo z neprimerljivimi in neustreznimi ukrepi, ki presegajo situacijo. In ko smo že pri posvečenih ciljih, ko nas nič ni srbelo, ne zdravje, ne varnost, ne nič, je bil naš največji posvečen cilj naša pravica do zasebnosti, naše človekove pravice, naša demokracija, ko jo moramo braniti z vsemi zgledi in smo del zahodnega sveta in druge učimo, kako je treba te človekove pravice braniti. In potem naenkrat, kot v enoumju, pozabimo, da lahko obstaja neka črta, ki jo ne smemo preči, če ne bomo imeli v bodočnosti lahko hude posledice. Kajti prvi korak kliče po drugem in tako naprej. Plus tega ni jasno opredeljeno limitirano trajanje takih morebitnih posegov. Tako da na koncu pa lahko rečem še, da tudi ni preizkušena učinkovitost tega ukrepa. Mogoče bo še slabše kot sedaj. Sedaj je oseba, ki je v karanteni, podvržena kontroli. Potem se bodo tisti, ki so dolžni nadzirati, zanašali na aplikacijo. In če bo ta aplikacija ostala v predalu v omari doma, skupaj s telefonom, bo lahko učinkovitost tega ukrepa še manjša. Vsekakor pa prehajamo na polje, ko je treba biti malo bolj enoličen namesto dvoličen. Če zagovarjamo človekove pravice in je to naša velika vrednota, jih ne smemo brez pomisleka začeti hoditi preko te črte. To so vse razlogi, ki me vodijo k temu, da bom jaz veto podprl. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Davorinu Terčonu. Naslednji se k besedi prijavil državni svetnik Branimir Štrukelj. Izvolite. Hvala lepa, predsednik, za besedo, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej, jaz sem seveda po izobrazbi zgodovinar, zato imam mogoče ta spomin nekoliko drugačen. Spomnim se razburjanj državnega sveta, kadar ob takih priložnostih ni bilo ministra dotičnega na razpravo, kako je bilo to podcenjujoče do državnega sveta in tako naprej. Mislim, da danes niti državnih sekretarjev ni več na take podobne seje, pa ne slišim kakšnega resnega ugovora, tako da nekoliko je treba mislim, ker zdaj bi morali isti se razburjati, ko so se takrat, ko ministrov ni bilo. Toliko samo za uvod. Zdaj pa, kar se tiče tele situacije, je seveda to za državni svet
nekaj, kar mu ne bo prinašalo posebej velikega ugleda. Jaz sem na prejšnjem vetu, ki je bil utemeljen na enak način, kot je ta, to je, da se pospeši uveljavitev zakona, pač glasovanje o tem vetu in udeležbo na seji bojkotiral z argumentom, oziroma sem izvedel obstrukcijo, z argumentom, da ta utemeljitev prvič ni v ustavi. V ustavi je jasno rečeno v 91. členu, da se veto vlaga zato, da se ponovno odloča o njem, ne pa zato, da tisti, ki ga vlagajo, potem glasujejo proti njemu. To je zloraba tega ključnega inštituta Državnega sveta, ki je morda tisti, ki utemeljuje smisel tega drugega doma. In z utemeljitvijo, da se veto vlaga zato, da se pospeši sprejem zakona in se potem tisti, ki ga vloži, glasuje proti temu vetu, gre za zlorabo par excellence. Par excellence. Ni nobenega dvoma in se ne da z nobeno argumentacijo tega dejstva spremeniti. To, če ti ne vložiš veta zato, ker si prepričan zaradi svojega lokalnega interesa, delodajalskega, da je nekaj narobe z zakonom in poskušiš ga izboljšati, ampak ga vložiš zato, da potem glasuješ proti njemu, gre za zlorabo. In ta točka seveda znižuje ugled Državnega sveta na debelo. Na debelo. Navsezadnje daje tudi argument tistim, ki utemeljujejo, zdaj lahko jaz do konca povem te stvari, ki utemeljujejo, če se še sme seveda, torej, ki utemeljujejo nesmiselnost obstoja Državnega sveta z argumentom, da veto vlagaš zato, da bi pospešil sprejem zakona, da seveda rečeš, jaz nisem potreben. In to je dolgoročno seveda izrazito škodljivo za samo koncepcijo, ki je bila razmišljena tako, da je skozi veto v Državnem svetu dajala zakonom večjo kredibilnost oziroma večjo težo oziroma širši konsens, ker je bilo treba pač to tudi zavrniti v primeru zakona. In seveda, če bi bilo temu tako, bi jaz zdaj dvignil kartico in bi ravno tako ravnal, kot sem zadnjič. Ampak, ker je pa tukaj amandma, ki pa v neki ključni točki, se strinjam z predlagateljem, zahodne demokracije, ki temelji na varovanju človekovih pravic, na neposeganju policije v zdravstvene kartoteke, v vpogled, ki je izrazito občutljiv, je pa to točka, ki jo je treba kljub nekaj izjemno dobrim elementom, ki jih ima ta zakon, seveda, kar se tiče nadomeščanja, smo sindikati pravzaprav zaslužni za to, da je prišlo do spremembe, kar se tiče nadomestila v primeru, ko si v stiku z okuženo osebo na delovnem mestu, pa bi bil kaznovan tako, da bi imel samo pol plače, ali pa 80%. To je bila nekaj, kar je bilo težko sprejemljivo. In tukaj so še seveda druge pozitivne lastnosti, vendar seveda to so elementi, ki so dobri. Mimogrede, pospešiti zakon. Korona 2 krediti se še zmeraj ne izvajajo. Se spomnite, kdaj ste ga pospeševali in sprejeli? Pred 14 dnevi, 3 dnevi so bila nadomestila podjetjem, ki so bile korona 1. Se spomnite, kako smo ga pospeševali? Potem je minilo pa en mesec, da je prišlo do realizacije. To, mislim, mesec pa pol, da ne se hotel biti malo skromnejši. In seveda prav zaradi tega bom jaz na tem vetu ostal
in glasoval za veto, vendar ne z argumenti, ki utemeljujejo veto, če bo amandma padel, seveda. In bomo prišli do nekega paradoksa pred vesoljno Slovenijo, da tisti, ki so veto predlagali, bojo glasovali proti njemu, tisti, ki pa seveda pri tem nismo sodelovali, bomo pa glasovali za veto zaradi vsebinskih razlogov, ne pa zaradi tega, ker je treba pospešiti sprejem zakona in ogrožati nekaj, kar je en ključnih elementov zahodne demokracije. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Branimirju Štruklu. Naslednji se je k besedi prijavil državni svetnik Igor Velov. Izvolite. Ste se odpovedali besedi? Da. Za njim državni svetnik Milan Ozimič. Izvolite. Hvala. Malo v svojem imenu, delno pa tudi v imenu interesne skupine bo moja razprava. Najprej okrog teh očitkov, ki se kljub pojasnilom pa obrazložitvi zakaj, in če preberete ta veto, ni predlagano glasovanje zaradi vsebine ali pomislekov in v obrazložitvi piše ne glede na odločitev državnega sveta. Tako da tole, kar se danes dogaja v zvezi z vsebinsko razpravo o očitku, je pravzaprav dobrodošlo. Tudi na tak način je mišljeno, ampak tisti osnovni namen pohitritev postopka je, da se to zgodi ne zadnji dan, ampak da se je prvi dan, torej da tisti, ki ni nujno, da bi se prvi dan, lahko bi se tudi drugi ali tretji, ampak vseeno, da tudi tisti, ki lahko imajo take in drugačne pomisleke, pa z njimi na nek način tole uveljavitev bremzajo, ki je pa nekaterim v interesu, da se hitro uveljavi, da začnejo malo hitreje misliti in argumentirati svojo odločitev, kako bojo o tem vetu tukaj glasovali. Glejte, predlog sklepa nima tam, kako naj glasuje. Pri običajnih vetih zaradi razlogov, ki so navedeni, se naj glasuje za veto ali pa proti vetu, kakorkoli. Tu pa piše, ne glede kakorkoli se bo kdo odločil, je ta pospešitev v tem, da se odloči in da se ne odloči čez 7 dni, ampak v krajšem času. To ne pomeni nobenega odpovedovanja veta, kar se interpretira in da ni nikjer določeno in ne zloraba. Po mojem prepričanju ali pa tudi drugih in tudi ne vem, kaj bi bilo tukaj zlorabljeno, če ima državni svet možnost odločati. Danes ste to pokazali, da je to mogoče, smo pokazali državni svet, da se da tudi, ampak ne strinjam se čisto za proceduro, da se predlog amandmira. To je poziv legitimne interesne skupine, da se veto podpre, ki je bil predlagan. In navajate utemeljitev, zakaj se, in tudi če hočete, interesna skupina je to razumela, se ni opredelila do amandmaja po vsebini, ampak dajte vi to izraziti in boste potem to materializirali pač v svojem na podlagi razprave, na podlagi pojasnil, ki jih tukaj dobite in se bojo državni svetniki odločili. Zdaj pa, v čem je servilnost državnega sveta, če odločamo to in počenjamo to hitreje, kot da bi špekulirali, pa rekli, saj nam je to vseeno, ali 5 dni, ali nič vseeno. Glejte, za nekatere interese ni vseeno. Lahko da navedem tudi konkretnega. Tisti v gospodarstvu in ti ukrepi niso samo namenjeni temu, kar je za nas tukaj problematično, en kup drugih je popolnoma upravičen, nekateri čakajo na njih, nekaterim, ker niso sprejeti, povzroča direktno škodo ali gospodarsko ali kakorkoli, ali pa neko dvoumno stanje. Vsaj dve stvari sta takšna, ki ste tukaj. Tisti, ki imajo sezonsko gospodarsko dejavnost,
pri njih turistično niso mogli in ne morejo, dokler ne bo to uveljavljeno, uveljavljati vavčerjev. In bojo jih lahko sprejemali in naučevali od zainteresiranih, ko bo to sprejeto. Nekaj je takih, celo primeri so bili po televiziji, kako gosti reagirajo, in da so oni diskriminirani in kdaj se bo to zgodilo. Za njih je že to prepozno, ker so pač je pomanjkljivost bila v prejšnjem ali pa kakorkoli, ampak napake je treba popravljati. Druga stvar je tudi definiranje v zvezi z odrejeno karanteno. Kdo to plača, ne? To je za vsakega od nas zelo koristna podlaga, da veš, pod kakšnimi pogoji te bojo tretiral delodajalec ali sam ali kakorkoli, tudi v povezavi z osebno odločitvijo v zvezi z tveganjem za karanteno in podobno. In iz teh razlogov je seveda pomembno za vsakega posameznika na kateremkoli področju od teh ciljnih ukrepov, ki so v teh zakonih sprejeti, da se odloča in pretehta danes na tej seji, kako in kaj je z zakonom kot celoto, ker na koncu ne moremo na posamezno odločitev dajati in se o njih opredeljevati, ampak žal, veto gre na cel zakon, vsak od svetnikov bo danes tukaj naredil neko svot analizo pri sebi med slabostmi in koristmi in tako bo tudi pritisnil tipko. Jaz osebno menim, da so ti ukrepi pozitivni, koristni, da je to, kar je problematizirano, predmet splošne diskusije, kakorkoli se bo kdo odločil, je prav, jaz bom glasoval proti temu vetu, ne glede, da sem član komisije interesne skupine, ki je ta veto predlagala. Kako se bo pa kdo odločil, pa ni stvar tega predloga, zaradi tega tudi predlagam, da predsedujoči, da se to v okviru, ta amandma v okviru izglasovanega seveda utemelji, če pa z veto ne bo izglasovan ali potem pa je ta obrazložitev dopolnitve predloga popolnoma neprimerna. Seveda, vkolikor pa bo, je pa normalno, da se bo ta razprava in utemeljitev amandmirala in dopolnila z tem, kar je tukaj obrazloženo in predlagano. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Milanu Zimiču. Naslednjih se je prijavil k besedi državni svetnik magistr Peter Požun. Izvolite. Hvala za besedo, gospod predsednik. To poznamo. Poslovnik Državnega sveta. Če ne bomo več spoštovali tega, potem, gospe in gospodje, gremo na morje. Sklep Državnega sveta je akt Državnega sveta, ki poleg sklepa mora imeti tudi obrazložitev. Obrazložitev, da smo se odločili za veto ali proti v eni vrstici, gospodje. Saj nismo vrtac, da bi se tako pogovarjali. In, a veste, pa poslušam klele, da zato, ker nekdo ni mogel koristiti vavčerja prejšnji četrtek, ga bo pa lahko v soboto, smo pripravljeni vrš stran tudi ustavno pravico varovanja najbolj občutljivih osebnih podatkov. Zato, da bodo policisti lahko to pogledovali. Če želi policija gledati te zdravstvene podatke, naj končajo policisti medicinsko fakulteto ali drugo zdravstveno fakulteto, kot smo jo morali nekateri, ki smo v svojem delovnem okolju vsak dan podvrženi temu, katere podatke in kako gledamo. Vi boste pa zdaj pristali na to, da bodo gledali zdajle korona, poglejte si zakon o nalezljivih boleznih. Jutri bodo gledali druge nalezljive bolezni, tretji dan bodo gledali spolno prenosljive bolezni, četrti dan bodo gledali podatke o vašem duševnem zdravstvenem stanju. In skrajno neprimerno je
In na seji komisije je bilo rečeno, državni svet ne sme tiščati glavo v pesek. Ja, ne tiščimo jo. Želimo jo upozoriti, da s tem zakonom na stranska vrata uvajajo pooblastila represivnemu organu, ki mu ne gredo. Nihče ne pravi, da policija ne sme asistirati inšpektoratu za zdravstvo, zdravstvenemu inšpektoratu, ko opravlja svoje funkcije. Popolnoma nesprejemljivo pa je, da bodo policisti na cesti pregledovali kartoteke, ali nekdo ima karanteno ali ne. To pa je, gospe in gospodje, policijska država. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku, magistru Petru Požunu. Sprašujem, ali želi razpravljati še kdo? Da, k besedi ste se prijavili dva, se upravičujem, gospod Antaver, najprej bil državni svetnik Branko Šumenjak, potem Igor Antaver. Hvala za besedo, lep pozdravljen vsem skupaj. Zdaj, jaz bom povedal, zakaj tega amandmaja in te obrazložitve ne bom podprl, pa zakaj ne bom podprl veta. Namreč, večina karantenskih odločb se izda na meji, ko ljudje vstopajo v državo. Kdo predlaga zdravstvenemu inšpektorju, ki izdaja karantenske odločbe, da to naredi? Policija, ne? To se pravi, ima policija prej podatek, kdo bo šel v karanteno, kot pa sam zdravstveni inšpektor, ki to nalaga. Tudi zavrne človeka, saj ste poslušali ministra, kaj je povedal, zavrne človeka na meji, če tam na tisti meji ni zdravstvenega inšpektora, ali pa ga pošlje na neko drugo mejo, na drugi prehod, kjer ta inšpektor obstaja. To se pravi, policist že ve v prvi fazi, kdo bo tisti, ki bo šel v karanteno. Tako da to sploh ne drži. Drugič pa ne drži to, da bi policisti imeli možnost pogleda v kartoteke osebne. Ne, to pa sploh ne. Imeli bojo samo podatek, kdo je v karanteni. Nič drugo. Nič drugo. Nobenega podatka drugega nimajo. To pa imajo tako že prej. Preden inšpektorju predlagajo, napišemo odločbo. Celo diskrecijsko pravico so dobili, da na meji oni odločajo, ali je ta podatek potreben, ali je karantena potrebna ali ne. Ker odvisno od tega, da dokazila, odkot prihajaš, ne, preverja policist. Preverja policist. Če dokažeš, da si prišel s Hrvaške, lahko verjame, lahko pa ne. In odloči, da greš tam do inšpektora in da ti da podatek o karanteni. To je prva stvar. Druga stvar pa je ta, ne, da je treba tehtati med pravico tistega, ki je potencialni kršilec pravic, ali pa pravico tistega, ki praktično zaradi tega kršilca lahko postane tarča tega kršilca. Zakaj gre? Ne? Mi se zdaj, prej smo vsi govorili o tem, da je treba varovati zdravje. Seveda, se na tak način ga varujemo. Ko temu, ki je okužen, recimo, ali pa gre v karanteno, ko mu preprečimo ali pa ga damo pod nadzor, ker čim je človek pod nadzorom, ne, potem se tudi drugače obnaša. In tisti, ki pa smo zdravi zaenkrat, ne, pa smo lahko tarča tistih, ki tega ne spoštujejo. Zato je treba tehtati med tem, ali je več vredna pravica tistega zdravega, ali je več vredna pravica tistega potencialno kršitelja, ki je v karanteni. Jaz kot zdrav trenutno se strinjam s tem, da je treba tistega bolj nadzorovati, da se bo bolj držal tega reda. Če pa bom enkrat v karanteni, pa nimam nobene težave, da ta moj podatek, da sem v karanteni, lahko preverjajo tudi policija. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Branku Šumenjaku. Naslednji ima besedo državni svetnik Igor Antaver. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav kolegici in kolega vabljeni. Jaz bom probal nekaj malo širše to razpravljati. Tako kot je prvi govornik razpravljal. Namreč mi smo zdaj že nekajkrat bili v situaciji, da smo rekli, da pravzaprav te fiktivne vete, ki jih vlagamo zato, da bi pospešili, niso v korist spoštovanju tega državnega sveta. Naj vas spomnim, da je Mandatno-imunitetna komisija predlagala državnemu svetu, da predlaga vladi, da najde zakonsko rešitev, kako bi se temu izognili. Vsi ste dobili odgovor vlade, kjer je bilo rečeno,
da ta trenutek ni potrebe po taki ureditvi. Ne bom niti rekel zakonske, ker bi lahko bila tudi ustavna, pa ne bom se spuščal tako daleč. Vsi se tudi spomnite, posebno pa tisti, ki ste že drugi ali več mandatov tukaj, da se že zelo dolgo pogovarjamo o tako imenovanem četrtem branju. Namreč, če danes rezimiram to razpravo, se pravzaprav nihče ni pogovarjal o 80-90% ali več zakona, ki je usmerjen pozitivno, ki daje možnosti za to, da se rešijo neke situacije. Pogovarjamo se o enem odstavku enega člena, oziroma niti ne celem odstavku, ampak o pooblastilu nekomu, ki mi tudi po mojem mnenju ne gre to pooblastilo. Ampak to je moje mnenje. O tem bo odločalo ustavno sodišče, če bo ustavni spor ali kakorkoli že. Danes smo v situaciji, da se sicer zopet mudi, pa mogoče nekoliko manj kot prejšnjič, pa če bo veto uspel, bodo obravnavali celoten zakon zaradi enega odstavka. Kolega Požun je zelo jasno povedal, bilo je dogovorjeno na odboru, da se nekaj umakne, pa se je potem na plenarki nekaj dalo notri. Jaz se z mojim predhodnikom zelo strinjam, da je javno pomembnejše od osebnega. Ampak moram pa na nekaj drugega opozoriti. Eden od osnovnih humanih in civilizacijskih postulatov je osebna svoboda. S tem je sicer nihče ne krši, ampak če bo nekdo posegal v moje intimne podatke neupravičeno in to zlorabil, to se je v zgodovini že dogajalo, pa se bo verjetno še, potem imam resen problem, ali si želim živeti v taki družbi. Jaz ne bom povedal, kako bom glasoval. Jaz imam tu zagato, da pravzaprav vagam med nujnostjo. Jaz zastopam tlele gospodarstvo in večina oziroma delodajalce in velika večina ukrepov je usmerjena pozitivno v delodajalce. Logično. Niti ne mislim na veliko polemizirati ta poseg v intimo ali ne, pa čeprav bi lahko. Bolj me skrbi, da je nekdo spoznal, da ni nobene potrebe po spremembi predpisov za to, da bi rešili take situacije, in se mi postavljamo v situacijo, ko nekdo, ki ne ve, kakšne zagate, vsaj jaz imam hudo zagato, kakšne zagate so v meni, bo rekel, pa zakaj ste sploh tukaj, se pravzaprav ste tlele samo zato, da sicer čist legalno speljemo to zadevo, vložimo veto in ga recimo ne izglasujemo, ne vem, kako bo kdo glasoval, bo pač glasoval po svoji vesti. In potem se bo nekdo enkrat vprašal, bo rekel, ja pa zakaj pa pravzaprav sploh ste tle? Zakaj toliko časa rabite? Zakaj pa pravzaprav sploh zgubljamo čas z vami, če imate 7 dni časa, oziroma 7 dni časa za to, da razpravljate o zakonu in lahko v njega vložite veto. Pa to ni vprašanje nas, državnih svetnikov. To je vprašanje pomena državnega sveta, ki naj bi bilo mesto drugega razmisleka. Z vsem spoštovanjem dosedanjih ukrepov vlade bi lahko bili boljši, lahko bi bili pa bistveno slabši. Z vsem spoštovanjem do hitrosti, kako je to nastajalo, ampak tu je dilema verjetno za vse nas iz vidika pomena in vloge državnega sveta, ne nas državnih svetnikov. Mi naj bi bili minljivi, mogoče državni svet ni, ampak pustim. Tako da jaz pa še nekaj bom pa rekel. Amandma k obrazložitvi, ki sicer razen političnega sporočila nima kakšne posebne vrednosti, bom podprl. Če ne zaradi drugega,
ker gre za politično sporočilo. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Igorju Antaverju. Naslednji se je k besedi prijavil državni svetnik Tone Horvat. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani predsednik, kolegice in kolegi. Mogoče bom začel pri Igorju. Ja, politično sporočilo lahko damo tudi drugače, mogoče bolj učinkovito, da amandma spremenimo v pobudo in na nek način naprosimo za zavezo ministrstvo, da to sprovede. To se mi zdi, da je veliko bolj učinkovito, mogoče kot da gremo na tak način. Veto, kako glasujemo veto in potem tudi kako smo ga predlagali, je brez veze, da se sprenevedamo. Zadeva je taka, kot smo se zadnjič že pogovarjali in to je dejstvo. Treba spraviti zakon čim prej v veljavo in zaradi tega smo se tudi zbrali. Je škoda, da se slepomišimo in jaz bom seveda za tak princip dela, dokler drugega nimamo in sem za to. Torej, jaz bom glasoval proti vetu in sem podpiral, da se veto sprejme in tudi zakon podpiram v vseh elementih, vendar pa želim imeti neko vrste zagotovilo s strani vlade, da se nekih neumnosti ali pa pristojnosti nekomu ne daje, ki mu ne gredo. Jaz se strinjam s Požunom, da se nekatere zdravstvene stvari ne smejo preiskovati s policijo. In tukaj bi prosil, da bi v vladi razmišljali o tej zadevi in dali to zagotovilo. O tem, kako s pomočjo mobitel tehnike slediti za to, da se ubranimo okužb, to podpiram. Čeprav sem se tudi sam spraševal zelo močno, ali ni to nevarno. Vendar vam nekaj povem, pred 30 leti sem imel mobitel in sem zavrtel 4 številke in sem si lahko najdel mojo lokacijo. To smo imeli vsi. Nekateri pa smo dobili tudi številko od policije, kjer sem lahko ugotovil tudi lokacijo vseh ostalih, kateregakoli mobitela. To je bilo pred 30 leti čist možno, sedaj imamo mobitele popolnoma drugačne, veliko boljše in se slepomišiti o tem, ali smo sledljivi ali nismo sledljivi, je brez veze. Vsi vemo, da smo sledljivi. Vsak, ki si kupil dober mobitel, ga sledi ne samo naša vlada, ampak ga sledi cel svet. To je dejstvo. In slepomišiti se okoli tega, ali smo sledljivi, pa zaradi korona gor, korona dol, je brez veze. Zdaj imamo samo še možnost, da to opremo uporabljamo zato, da ima varni. Zato jaz tudi tukaj noter, jaz bom si to nabavil in bom prostovoljno šel v to. Zakaj? Zaradi tega, ker bi želel biti varen. Jaz sem ravnatelj, pa v šoli, šolnik. Pred 15 leti je bil AIDS zelo popularen in smo dobili enega dijaka iz Gorice, ki je bil problematičen, kar se tiče mamil. In se je hvalil, da ima AIDS. Hotel je biti frajer. Veste, kako se je zgodilo? Jaz kot ravnatelj, kako ne ravnam? On je šel, pa je žlico vzel iz paketa na malcah, pa je vrtel po ustih, pa vrgel nazaj. To je bilo, in ko sem zvedel za to, je bilo to grozljivka. In ko je hotel sošolko namazati s krvjo, ker si nekaj na praksi urezal, in je hotel okužiti z aidsom. Me zastopite? Sem ga vrgel iz šole. Nisem ga jaz, sklical sem konferenco, našli smo na drugem primeru, ne na tem, ko je ponaredil potrdila do zdravnika in jih je prodajal po recimo 10-15 evrov, opravičila od doktorja. Zaradi tega smo ga vrgli ven, v bistvu sem se pa bal tega bolj. Tako je šel s kovčkom do inšpektorja,
prvo do našega Dolenjskega, potem je šel pa do ministra, pa do glavnega inšpektorja v Sloveniji in začel tožiti, kaj sem mu jaz naredil. Ko sem jaz povedal, zakaj gre našemu inšpektorju v Novem mestu, predstojniku, pa inšpektorju v Ljubljani, je ministrstvo znorelo, zatuškali so, v tistem trenutku smo ga, mi se zdi, da preselili celo na Ptuj, ampak virtualno, in cela Slovenija se je tresla, on je šel potem nekam v Nemčijo, ker so imeli denarja doma veliko, in sem potem kasneje izvedel, ni mu ajca, hvala Bogu. Kaj bi jaz rekel staršem, pa na kakšen način bi lahko to obvaroval dejansko druge dijake, da ta ne bi okužil. Veste, taka bomba je tudi COVID. Jaz sem slišal že interese, ko so rekli, ga bomo pa okužili. Ne? To so stvari, ki so policijsko zelo zahtevne. In zaradi tega bom jaz glasoval tudi za mobitel. Mislim, da je bil ustvarjen COVID, ni bil to, to ni šlo sam kar tako ven. Ustvarjen je bil z nekim namenom. To si upam trditi. Ker tudi, ko so ga znali ustvariti, mislim, da imajo tudi zdravila, pa krasno prodajo. Zakaj samo Kitajci? Prodajo ventilatorje, prodajo maske, prodajo vse. To so stvari, ki so biznis. In moram reči, zadeva je biološko orožje. In kot takega ga moramo tudi vzeti v roke. Zato bi rekel, bi prosil ministrstvo, da v resnici tiste stvari, ki so resnično potrebne in bi to spremenilo to amandma v pobudo, da jih vzamete zelo zares in tudi v kakšni zakonodaji ali pa tudi v ukrepih speljemo to, kar želimo. Zakon želimo, da je dober in tak ne gre naprej čim hitrejše. Te stvari bi pa prosil se strani Državnega sveta in kot svetnik, da si jih zabeležite in v resnici date nam vsem zagotovilo, da bomo korakali na tak način, ki je potreben, ne pa kar vse splošno, kakšno bolezen imam jaz. Jaz, če bom imel COVID, sem za to, da grem na portal. Pa ne na portal kot z ime in priimkom, ne imam mobitel ali pa mi date zapestnico in jo bom nosil. Zato, da obvarujemo druge. Ne, da bomo se šli kriminal za to. In tukaj to je pa policijska stvar. Ker to je lahko biološko orožje. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Tonetu Horovatu. Želi razpravljati še kdo? Skladno s 43. členom poslovnika ugotavljam, da ni več prijavljenih razprav in s tem razpravo zaključujem. Sprašujem pa predstavnika predlagatelja zakona, če želi podati kakšno dodatno obrazložitev. Želite? Da. Besedo ima direktor direktorata za družino, gospod Dušan Mikuš. Izvolite, prosim, za govorniški oder. Tokrat imate 10 minut. Hvala lepa za besedo. Pozorno smo poslušali vse vaše pomisleke, vse vaše dvome, ki se porajajo ob sicer samo enem manjšem delu tega zakona, pri enem od ukrepov. Kakor smo razumeli, pri vseh ostalih ukrepih, ki so bili podani, se nekako vsi strinjate, da so pozitivni in da je prav, da se uveljavijo in da se čim prej uveljavijo. Na ministrstvu smo želeli in hočemo, da se ta zakon in te ukrepi čim prej uveljavijo. Epidemiološka slika trenutno ni ravno ugodna. Ne vemo, kaj se bo dogajalo in potrebno je sprejemati hitre ukrepe. Je pa res, so dvomi lahko, ki si jih tudi razumemo, glede te aplikacije. Gre za določen poseg v zasebnost, to razumemo, ampak če hočemo, da ne gremo več v zapiranje
celotne družbe, da kolikor se da tudi normalno delujemo, moramo sprejeti določene kompromise, seveda ob zagotovilih, da se upošteva in uveljavi vse varovalke, da ne bo prihajalo do zlorab. Tudi meni ni vseeno, če me kdo sledi, nobenemu to sigurno ni vseeno. Ampak, če vemo, da je to urejeno, da se o tem javno razpravlja, da se ve, kdo, kaj, zakaj, koliko časa in s kakšnim namenom, potem smo lahko bolj mirni. Ne bi rad več o teh ukrepih govoril. Bo še kolega Miha Paternoster ene par dodatnih stvari pojasnil, ki so se pojavile v sami debati. Tako da vas še enkrat pač prosim, da še enkrat preučite in se odločite za to, da veta ne podprete. Hvala. Zahvaljujem se gospodu Dušanu Mikužu. Sprašujem predstavnika predlagatelju predloga odložilnega veta, ali želi podati dodatno obrazložitev. Gospod Ozimič, želite? Gospod Paternoster, želite vi besedo? Oprostite. Gospod Paternoster, izvolite, imate tudi vi besedo. Imate še 8 minut. Čisto kratko bi pojasnil, kateri ukrepi so vezani na datume uveljavitve zakona, pa kateri bojo veljali za nazaj. Za nazaj bo veljal ukrep začasnega čakanja na delo, ki se je iz 30.6.2020 iztekel. V bistvu trenutno smo v situaciji, ko so delodajalci in delavci v negotovosti, kaj bo s tem ukrepom, kdaj bo začel veljati, ali bo sploh začel veljati. Zaradi tega je smiselno, da se stvar čim prej izvede. Hkrati je glede to, kar je že gospod prej povedal, hkrati je glede karantene, možnost plačila nadomestila za delodajalca bo veljala šele od sprejema zakona oziroma od uveljavitve zakona dalje. Enako velja za vavčarje. Mogoče bi še to pojasnil, da je bilo v mesecu juniju, da je Zavod Republike Slovenije prejel 10.907 vlog za 64.642 delavcev. Kar pomeni, da precej delodajalcev in precej delavcev je na trnih, kako bo s to zakonodajo in jim je v interesu, da se stvar čim prej sprejme. Hvala za besedo. Zahvaljujem se gospodu Paternostru. Sedaj pa sprašujem, državni svetnik Ozimič, želite predstaviti kaj dodatne? Ne želite v imenu predlagateljev? V redu. Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Da. Besedo ima državni svetnik Branimir Štrukelj. 2 minuti. Amandma bom podprl, ker je seveda ključnega pomena pri opredeljevanju slovenske družbe, kar se tiče posega v zasebnost in ga ni mogoče spregledati. Argumenti, ki so bili zdajle zdani, so seveda iz znanega repertoarja, ali bo sledljivost ali bomo pa spet šli vsi v karanteno, je rekel že predsednik vlade in to se zdaj perpetuira. Zapiranje celotne družbe je alternativa, ampak poglejte si to razliko. Imamo praktično isto stopnjo okužb, ko so nas zapirali celo v občine. Nismo smeli niti jeti iz Ljubljane. Praktično ista situacija. Pa kaj imamo pa zdaj? Kar pomeni, koliko ideologije tukaj zadaj. Kar se pa tiče tega amandmaja, je pa odločilen za razvoj slovenske družbe. Ne gre za mobitele, kolega Hrovat, ne gre za sledljivost zapisnic, gre za to, kaj lahko policija naredi in kako daleč lahko poseže v mojo zasebnost. Za to gre. Tukaj gre za eno ključnih vprašanj, o katerem so, kar se tiče zahodne meščanske demokracije, če hočete, napisani 100 metrov knjig. To je točka,
ki nima povratka lahko. Ali želi še kdo obrazložiti svoj glas? Ugotavljam, da ne. Glasovali bomo. Na glasovanje dajem amandma Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide k predlogu zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 EPA 1249/8. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Za je glasovalo 11 državnih svetnic in svetnikov, proti jih je glasovalo 17. Ugotavljam, da amandmaja Državni svet ni sprejel z 11 glasovi za in 17 glasovi proti. Prehajamo na glasovanje o samem predlogu odložilnega veta. Na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta. Se opravičujem, obrazložitev glasu. Izvolite, državni svetnik Dejan Crnek. Hvala lepa. Sem počakal na obrazložitev, ker za razpravo mislim, da je bilo že dovolj povedanega. Pridružil bi se samo širšemu konceptu današnje razprave in bi se mogoče vrnil samo na izvajanje kolega Hrovata. In sicer vsak ima seveda zdaj v tem času možnost, da kupi telefon ali ga ne kupi. Vemo vsi, da smo sledljivi. Ampak ko enkrat to uzakonimo, je potem se lahko začne to, kar je kolega Štrukelj dejal. In tudi pripomba mi je bila zelo všeč, da je mogoče tukaj nekaj drugega zadaj, ne? Ker vse informacije, ki jih dobivamo v zadnjih 3 mesecih, so večkrat konfuzne. Zdaj smo kar naenkrat začeli šteti vse to, kar smo, ko pa je bila enkrat gripa ali kakšna druga, nismo nikoli šteli. In nimamo nobenih primerjalnih podatkov, kaj je bilo pa takrat, ko je manjkalo 3/4 razreda otrok v šolah, ko so se okužili z gripo starši, dedki, babice in šlo vse nekako skozi. Tako da je tukaj res neka čudna zadeva in se bojim, da lahko z uzakonjenom takega pristopa obvladovanja kontrole nas državljank in državljanom prerase še v kaj večjega kasneje. Zato bo moj glas danes za veto. Hvala. Želi še kdo obrazložiti svoj glas? Ne. Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Prisotnih je 30 državnih svetnic in svetnikov, za odložilni veto je glasovalo 9, proti 20. Ugotavljam, da predlagane zahteve Državni svet ni sprejel z 20 glasovi proti in 9 glasovi za. Ker predlagana zahteva Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 EPA 1249/8 ni bila sprejeta, bomo v skladu z 21. členom zakona o referendumu in ljudski iniciativi predsednika Državnega zbora obvestil, da Državni svet ne bo zahteval ponovnega odločanja o navedenem zakonu. Spoštovane državne svetnice in svetniki, samo trenutek vas bi še prosil za pozornost. Zaključili smo obravnavo prve točke dnevnega reda in tudi izčrpali dnevni red današnje seje, 17. izredne seje Državnega sveta. Vsem se prav lepo zahvaljujem za sodelovanje in kakovostno diskusijo. Sejo smo zaključili ob 17:25. Lep vikend želim in srečno pot domov tistim, ki se vozite.